Pogled v znanost. Tadej Slabe, pozdravljeni. Dober dan. Sediva v resortu, kot se zdaj moderno reče, sredi egiptovske puščave na zahodu države, približno 50 km od libijske meje, in sva na 8. mednarodnem simpoziju, in to bi bilo delavnici, življenje z različnimi pokrajinami. To srečanje, ta simpozij, ki traja od 29. septembra do 3. oktobra, ste soorganizirali tudi Postojnski inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU. Predvsem pa je tu pomembno, da že kar nekaj časa sodelujete z egiptovskimi krasoslovci in raziskovalci njihovega puščavskega krasa. Zdaj poznamo kras kitajskega in z različnih, vi ste bili že po vsem svetu, skoraj da. Kakšen pa je puščavski kras, da najprej približno osrediniva, o čem bo danes govora? Dobršen del Egipta je kraškega. Vse te puščavske pokrajine so res da ponekod pokrite s peskom, pod njimi so iz karbonatnih kamnin. To se pravi, da gre za mlajše eocenske karbonatne kamnine, pogosto jim rečemo tudi karbonatne peščenjake, in to daje dobršen pečat razvoju tega kraškega površja, pa tudi podzemlja. Lahko pa razdelimo kras na dve vrsti, na sledi kraškega razvoja na dve vrsti. To so tiste, ki so nastale, ko so bile tu še drugačne podnebne razmere, torej, ko je bilo več vode, več padavin, takrat so nastale tudi jame. Danes so seveda suha in ker se kraško površje znižuje, prihajajo tudi na dan. Govorimo o jamah brez stropa in najbolj pogosta sled leteh so kapniki na kraškem površju. Kraško površje pa se razvija seveda v povsem drugačnih razmerah. To so sušne razmere, tam do 50 mm dežja na leto pade dokaj na hitro, takrat se voda steka in kraške kamnine členi v zvadi. To so ene vrste doline, po katerih se voda hitro pretaka in tudi hitro odteče. Večinoma časa pa je ta kras suh. Tu ima dobršno vlogo, zdaj težko bi rekel to zakrsevanje. Pod zakrsevanje se bi predstavljam predvsem raztapljanje karbonatnih kamnin. To ima pa zelo pomembno vlogo, rečemo, vetrna erozija. Veter ves čas kroži po tej puščavi, sabo prenaša tudi pesek in dolbe tiste mehke izpostavljene dele kamnine. Čeprav je padavin malo, pa padejo na kraško površje in raztapljajo to kraško površje in na površju nastane skorica. Mi govorimo, ta skorja je pretopljena karbonatna kamnina in varuje to kamnino, to površje pred vetrno erozijo. Torej veter dolbe le tiste dele kamnine, ki jih voda ne dosega. Bodi se neposredno deževnica ali ko se steka z površja po kakšnih stenah navzdol. Pa še ena stvar je, te karbonatne kamnine so različnih trdot in odpornosti na površju, tako da govorimo, ker so večinoma vodoravne, te kamnine so tudi te, ko so trdne kamnine na površju, imamo ravne, vodoravne vrhove teh hribov. Čim pa so mehkejše zgornje plasti, takrat pa nastane tudi bolj koničasti vrhovi. Skratka, kras se razvija v povsem drugačnih razmerah kot naš, kamnine so drugačne, mlajše, in za nas je to enkratna priložnost, da se naučimo tudi veliko o različnem, spet drugačnem oblikovanju kraške pokrajine. Zdaj mi že leta odlično sodelujemo s krasoslovci iz Egipta in upam, da bo tudi v prihodnje tako. No, to sem ravno hotel vprašati, kako ste pravzaprav prišli do egiptovskega puščavskega krasa in seveda kolegov tu v Egiptu. Vsak krasoslovec, vsak, ki se ukvarja z proučevanjem krasa, si želi obiskati matični kras, ki je dal ime za to pokrajine na karbonatnih kamninah, se pravi naš kras,
krasoslovno-klasični kras, kjer se je začelo razvijati krasoslovje, in na ta način so tudi egiptovski raziskovalci krasa, ne krasoslovci, prišli k nam. Raziskovalci krasa v tem smislu so bili geologi, geografi, biologi, tudi hidrologi, in jih je zanimalo, kako se razvija kras pri nas. Mi skoraj 80 let je razvoja krasa na našem inštitutu in želeli so pridobiti izkušnje. Najprej so obiskovali posamezne raziskovalce, pa potem našo mednarodno krasoslovno šolo so bili redni udeleženci, ker izberemo eno izmed kraških področij in potem razpredamo o najnovejših dognanjih. Seveda, gospod Magdi Tora, profesor z Univerze v Aleksandriji, je vsako leto prišel k nam, vprašal, kaj je novega, pregledal literaturo in si zelo želel študentom podati ta naša sveža spoznanja. Čez čas se stkajo tudi bolj osebne vezi, in takrat je potem tudi lažje si prizadevati za skupne projekte, bodisi znotraj Egipta, slovenske, mednarodne, in na ta način smo rekli, no pa dajmo skušati tudi skupaj se lotiti temeljnih raziskav krasa tu v Egiptu. Počasi smo začeli z raziskavami tega puščavskega krasa. Hkrati so se pa študentje, njegovi študentje, vse bolj zanimanjem spraševali, ali bi bilo možno študirati tudi pri nas. Študentka Nura Fayad je pred 2 letoma zaključila magistrski študij v okviru oddelka za geografijo na Fakulteti za humanistične študije. Ona je proučevala področje tu okoli te oaze Sive in pa oaze Gara, puščavski kras. Sam sem bil mentor, skupaj smo tudi obiskali ta kras, naredili študije nekaj skupaj. Ona je pa to razširila še te raziskave v pravo magistrsko študijo in uspešno zaključila študij. Nato pa si je želela nadgraditi to znanje in prizadevali smo se in pridobili smo štipendije ad future našega ministrstva za zunanje zadeve in zdaj študira, nadaljuje svoj študij pod okriljem našega sedeža za krasoslovje, se pravi, ki je tudi UNESCO sedež, ne? Ja, UNESCO. V Novi Gorici. Ja, krasoslovno študijsko središče UNESCO, kjer je edini študij krasoslovja tudi v mednarodnih razmerah, namreč edini, le tu lahko pridobiš naziv doktor krasoslovja, skratka, in nadaljuje svoj študij pod okriljem katedre v Novogoriški univerzi. No, omenili ste Nuro Fayad, ki žal trenutno ni z nami, ker se je zapletlo pri pridobivanju vize, tako da žal se tega simpozija ni mogla udeležiti. Ampak ste pa, ko ste omenili, da ste bili z njo v Kari in tukaj, to je pač blizu te oaze Siva, v kateri se nahajamo, tja ste prišli takrat kot prvi raziskovalci, ker so to območja, ki jih pravzaprav varuje egiptovska vojska. Ja, to so območja. Kdaj je bilo to približno še tako zgodba? Ja, to je 3-4 leta nazaj. Ta območja so zaprta, dobili smo dovoljenje kot prvi raziskovalci, da smo se lotili preučevanja tega krasa. Seveda si tudi oni želijo kar čim bolje spoznati svojo naravno okolje, naravno dediščino in so nas z veseljem sprejeli, in podprli, pomagali pri organizaciji tega raziskovanja. In prvi sledki so že skupaj objavljeni v našem krasoslovnem zborniku in so nekaj izhodišče potem za nadgradnjo v prihodnje. Tako da jaz sem prepričan, da se bo to sodelovanje še s pridom nadaljevalo, veliko zanimanje že drugih študentov tudi za obisk, za krajše obiske pri nas, za skupne študije in podobno. Ravno danes sva šla študentko pogledati grobove, rimske grobove, ki so vsekani v stene, te mehke karbonatne kamnine, ker je zanimalo, so te votline naravne ali so umetne. In seveda sva ugotovila, da je to vse umetno delo, so pa tudi seveda jasno naravne jame in zelo prav je razlikovati, ko preučuješ to skupno kulturno dediščino. No, ta simpozij
se ukvarja ne samo z recimo krasoslovnimi študijami, študijem pač krasa z vsemi lastnostmi, kot so morfologija, hidrologija in tako naprej, ampak z okoljem v tem. Ne. To so le kraji, ki so precej oddaljeni od razvoja. Tukaj marsikaj še tako, kot je bilo nekoč, razen da imajo motorje z notranjim izgorevanjem in seveda avtomobile. Tukaj na tem simpoziju se ukvarjajo, večina udeležencev so le domačini ali pa tukaj iz bližnjih arabskih držav, čeprav so tudi gostje iz Južnoafriške republike, ne, iz Južne Afrike, z različnimi aspekti okolja, tudi z poskusi razmišljanja v smer tega, kar je zdaj moderno, trajnostni razvoj, a ne, kako sploh turizem razvijati tukaj. Vi ste, vsaj kar zadeva kraško podzemlje, marsikje že svetovali, naprimer na Kitajskem, kako se lotevati recimo načrtovanja obiska jam, ker pač jame so občutljiv ekosistem, ne? In izkušnje pridejo prav, ne? Sploh pa od ljudi iz zibelke krasoslovja svetovnega. Ja, to srečanje, že 10 let ga prirejamo skupaj z Aleksandrijsko univerzo, je posvečeno, kot sva rekla, trajnostnem sonaravnem razvoju. Ne. Mi skušamo kar čim bolje spoznati naravno okolje, različne pokrajine, življenje v različnih pokrajinah, zato tudi to srečanje prirejamo v različnih delih Krasa, od Assuana, Luxorja, Rdečega morja, po vseh koncih smo že bili, da smo si lahko tudi potem to na terenu ogledali, ta vprašanja. In seveda čim dobro poznavanje teh naravnega okolja je edino pravo izhodišče za smiselno načrtovanje življenja v teh pokrajinah in nenazadnje tudi za varovanje. So pa številna vprašanja se odpirajo od poselitve, kmetijstva, potem oskrbe z vodo, varovanje vode, to je še zlasti pomembno, ne, v tem puščavskem delu. Si skušamo izmenjati izkušnje. In začrtati tudi nazadnje smeri nadaljnjega skupnega proučevanja. Tu je še veliko možnosti, naprimer hidrogeološkega proučevanja in podobno. No, tu v tej oazi Siva, to je sicer veliko območje, ne, fokusirano tukaj na ta naseljeni del, je seveda osrednji problem voda. Čeprav tukaj imajo arteške vodnjake, to je depresija, ne, skratka zelo nizko, ne vem, če ni celo pod morje ali pa tam nekje, kot je nadmorska višina morja, torej okrog nič, ne, imajo slana jezera, ne. To je ostanek nekoč savane, ki je bila tam koliko 10-15 tisoč let nazaj, ne. Kako svetovati v takšnih razmerah po vašem mišljenju, ker pri nas je kdaj vode preveč, ne, okrog Mediterana so problemi poplav in kako to regulirati, glede na to, da vodonosniki so v mediteranskih deželah, ki jih najbolj kot kraške poznamo, a ne. Kako pa postopati tukaj, sredi puščavskega krasa v Egiptu? Tu se odpira vrsta vprašanja. Ta voda, mi smo kle res v veliki depresiji, ta je deli te depresije se celo pod nivojem morja, gladine morja, doseže ta pokrajina, ima tudi jezera, ne, smo na nivoju podtalnice. Je pa seveda, ker smo v takšnem okolju, je ta voda ima drugačne značilnosti. Močno slana je, ni neposredno uporabna, treba jo je razsoljevati. Potem, kako to pri sami kmetijski proizvodnji, tu so dateljni, tu je 30 tisoč ljudi živi. Tu so menda najboljši datlji. Najboljši dateljni in kako se to oskrbovati z vodo, kako zalivati, je voda prava ali ne. In seveda pa tudi, kako pa potem posredno vpliva, kako se vpliva na vodo, ne. Po drugi strani ima pa človek ne samo, da jo skuša čim boljšo dobiti, jo nekako predelati, da je bo svoje namene, ampak ves čas tudi vpliva tolikšno število ljudi vpliva pa na samo kakovost vode, na značilnost vode. Skratka, vrsta vprašanj se pri tem odpira in
naši sodelavci se tega dobro zavedajo in seveda skupaj kujemo načrte, kako se te študije naprej, kako začeti te študije naprej, da bo kar spoznana čim bolj koristna pri načrtovanju življenja v teh oazah. Kaj pa mislite, da se glede na le drugačno okoljsko scenerijo, če se tako bolj izrazim, tukajšnjim krasoslovcem izkušnja iz našega kraškega, dinarskega krasa, pa mediteranskega krasa pove? Predvsem to bi jaz rekel. Kot smo rekla, uvodoma Kras tu proučujejo različni raziskovalci, bodisi geologi, geografi in tako naprej. V Sloveniji pa nam je uspelo združiti to, se pravi, različni raziskovalci nastopamo s skupnim ciljem proučevati Kras. Na našem inštitutu so geologi, geografi, fizik, biologi, mikrobiologi in tako naprej in vsi svojim pogledom smo usmerjeni v isti cilj, kako spoznati. In to je prednost slovenskega krasoslovja, da ga celovitost, celostno razvijamo. Ne? In prav ta pogled, da je treba gledati od kraškega površja, kraških jam in kraških voda, pa ne nazadnje tudi življenje v jamah in to združevati, je tisti, kjer lahko damo veliko novih nasvetov, potem spoznanja, kako se lotevati proučevanja. In te mladi, se pravi raziskovalci, študentje iz Egipta, ki so povezani z nami, bojo takšen pristop že imeli. In bojo lahko v dobršni meri potem pomagali pri nadaljnjem razvoju raziskovanja krasa v Egiptu. Povrniva se malo še k sami površini sive, to se pravi tega širšega območja, te oaze, to je približno 600-700 kilometrov zahodno od Kaira, kot rečeno nekaj 10 kilometrov pred mejo z Libijo. Prej smo opisovala v glavnem delovanje vetra, pa atmosferili, kolikor jih je tistih nekaj milimetrov na leto. Ne? Kaj pa podzemne jame, ali so tu, koliko jih je približno? Seveda, včasih smo govorili o arteških vodah. Arteške vode so kraške, ne? Gre za karbonatne kamnine v tem podzemlju, ampak globoko so jame, ki so zapolnjene z vodami. Te bližje površju, bližje tik pod površjem, pa so suhe, razumljivo. Ne? Razvijajo se na nivoju podtalnice ali pa pod podtalnico. Tako da imamo ostanke številnih starih jam, ampak to so pa vse jame iz obdobja, ko so bile tu še drugačne podnebne razmere, ko se je pretakalo več vode in takrat so bile te jame izdolbene. Tako da danes so le na posameznih mestih ob kakšnih razpokah ta majhna količina voda, ko odteka, razširja špranje, ampak prave jame se pa danes v tem zgornjem delu, pristopnem, ne razvijajo. Gre bolj za premalo vode. Ja, gre bolj za premalo vode in gre bolj za vetrno erozijsko preoblikovanje. Gre za poseben splet teh dejavnikov, kot sva rekla, raztapljanje površine, ampak samo zgornjega dela kamnine in pa vetrno erozijo. Tako je bilo tudi, ko smo si ogledali bolj v turistične namene piramide v Gizi, smo ugotovili, da je povsem enake oblike, kot so tule na kraškem površju. Že od študentskih let naprej nisem bil več na piramidi in sem takoj spoznal, v čem je stvar. Namreč piramida je iz karbonatnih blokov, iz apnenca, ki je bil vsekan v okoli področja piramid in oblike so teh skalnih blokov, povsem enake kot tu na kraškem površju. Tako da smo se takoj lotili proučevanja, dobili dovoljenje Ministrstva za kulturo. Je bilo prav takšno romantično raziskovanje. Namreč razpoznali smo spet tam, kjer je voda, kjer so te redke padavine dosegle površje skale, se je nastala skorja. Tam je bila kamnina dokaj zaščitena. Vse stranski deli blokov, ker je pa veter izdolbil in tako, da so vsi bloki v bistvu na zadnji strani previsnih površin.
kot enih previsi. In to zanimivo pa to, da je ta proces zelo izrazit. Ponekod manjka, bi rekel, 20% tega kamnitega bloka, ki ga je veter izdolbil z erozijo in pa seveda ta delce, ki jih veter prenaša. Tako da smo študirali ravno, ker se je sveže objavljena, no in je bilo že v samem začetku veliko zanimanja, ne, ker ne nazadnje je to tudi vprašanje, kako in kaj s piramido, ne, a se da to kaj zaščititi, se da kaj razmisliti, kako bi se temu seveda. To je veliko vprašanje, to je velika površina, kaj zdaj narediti, ampak zanimivo je to, da je zakrasevanje razmeroma hitro. No, vsej te teme zakrasevanje Keopsove piramide in sploh nekaterih starih, antičnih, tudi precej prepoznavnih kipov, oblik se bomo lotili še v posebni oddaji, ki jo bomo namenili obisku egiptovske puščave. Ampak mogoče pred koncem, če se eno tako splošno, ni neznano, da je ta severni del Afrike, ki je puščavski, od teh dežel Magreba, pa potem Sahara, 10-15 tisoč let nazaj je bila to savana, ne? Reke so tekle in tako naprej. Kako je možno, da se potem v relativno, glede na zemeljsko starost, kratkem času to spremeni v recimo tako puščavo, da imaš tlo tiste sipine, ker to je drobljeni peščenec, ne, ki ga veter in sonce in razlika v temperaturi pač drobijo neprestano. Ja, seveda, to je zdaj bolj vprašanje za strokovnjake z področja podnebnih sprememb. Na učinkovanje na kamnine, za to gre, ne zakaj je prišlo do... To je druga pesem. Ne? Ja, seveda, ne, pač iz tega, da je, ko je dovolj vode, se apnenec raztaplja. Ne? In to vrstne oblike nastajajo, bodi se na površju, so lahko različne škraplje in podobno. V podzemlju se razvijajo jame, zdaj pa je ves ta zgornji del Krasa suh in vode skoraj da ni. Tako da zato je ta klasičen kraški proces, se pravi raztapljanje kamnine, le malo vpliva na samo zakrasevanje. Bolj pomembno vlogo ima erozija vetra. Ker gre pa za, moramo pa vedeti, to gre za mlajše, eocene, peščene, karbonatne kamnine, v katerih je veter, so sledi vetra dosti bolj izrazite, kot so na primer pri nas na našem trdem, v narekovajih rečemo, apnencu. Toliko, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, tokrat o simpoziju mednarodnem, ki je bil konec septembra in prve dni oktobra v egiptovski puščavi. Naš gost je bil tokrat do 1. oktobra 30 let predstojnik Inštituta za raziskovanje Krasa ZRC SAZU, profesor dr. Tadej Slabe. Ta pogovor pa sem posnel Goran Tenzek, ki se zahvaljuje za tale pojasnila. Hvala. Pogled v znanost.